Evo, tukaj sva v Dragonji in bi v bistvu želela skupaj se pogovarjati o temi, ki se mi zdi izredno pomembna, sploh za nas v našem, recimo, zahodnem svetu. In naslov teme sem dal pogansko krščanstvo. Je seveda namerno malo provokativen naziv. In ja, za začetek bi bilo dobro, da malo sploh povemo, kako vidimo, kakšna je bila poganska izkušnja Boga. Ker to vsi vemo, ali pa saj približno si predstavljamo, kako živijo pogani. Pač vemo, da častijo mnogo bogov in da je ponavadi vsak bog odgovoren za nekaj. En je bog lova, boginja ljubezni, seksa, en je Merkur, recimo, je bog trgovanja, en je pa bog vojne, je Mars, recimo, in tako naprej. Kakšna ne bi bila recimo skupna značilnost poganskega dojemanja sveta? Ja, ker je teh bogov več, in ima vsak svojo funkcijo, je tudi odnos do bogov, oziroma do božanskega je funkcionalen. Se pravi, jaz živim svoje življenje tukaj, oni bogovi so tam nekje in jaz moram paziti, da jih ne užalim, to je ena. Po drugi strani pa, če kaj rabim, moram jih pa prositi in žrtvovati oziroma narediti neko ponovadi obredno dejanje ali karkoli, ali pa moliti, v glavnem, da si pridobim njihovo naklonjenost. To bi bilo. Ampak v glavnem gre za to, da je tukaj pač moja potreba, jaz nekaj rabim, tam je Bog, in jaz od tega Boga nekaj dobim. In to je tak osnovni način življenja. Daj dan, nekako, ali kako? Ja, to je tak, v bistvu, če smo iskreni, je to dosti neoseben odnos, ker je tak koristoljuben, če hočeš, daj dam, ali pa mehaničen odnos. Tako bi na kratko, recimo, seveda zdaj, to je zdaj tako, lahko bi kdo zdaj učitelj, da smo tudi poganstvo preveč zreducirali, ker smo ga, seveda se tudi v poganstvu imaš marsikaj, ampak recimo, da je to neka taka. Glih zdaj, te dni sem bral eno zgodbo iz Afrike, danes se dogaja, kjer recimo imajo nek praznik v vasi in prihajajo pač enkrat na leto, je to praznik, ko pridejo duhovi pač na medije, na ženske, ki so pač posvečene duhovom. Ugani to se dogaja. Ugani, ja. No in ti duhovi se takrat marsikaj povejo, in recimo zanimivo je to, da ne bi menda moški v uni vasi malo darovali živali, kure konkretno, tem duhovom, da duhovi ne bi povedali njihovim ženam, da jih oni varajo. To se mi zdi tak zelo tak izredno lep primer tega, o čem hočem govoriti, kako poganska izkušnja Boga funkcionira. Okay. Ja. Zdaj drugi del bi bil predstavitev krščanskega poganstva. Ja. Poganskega krščanstva. Zakaj smo sploh s tem začeli? Zdaj, z raznimi vidiki krščanskega poganstva se ukvarjajo različni avtorji na različne načine. Recimo, klasična kritika jo najdemo pri Trubarju, recimo. Trubar v eni svojih knjig je kritika v bistvu čaščenja svetnikov, ki so pod okriljem nekega tazgega ljudskega krščanstva pravzaprav samo zamenjali prejšnje bogove. In Trubar v eni knjigi prav v bistvu naredi kot tabelo, ime poganskega boga, pa pol ime svetnika, tako naredi pač sporednico. To je en pristop. Potem recimo novejši pristop ima ta George Barna pa Frank Viola v knjigi prav s tem naslovom Pogansko krščanstvo, Pagan Christianity, ker pravzaprav ugotavljata, da je sam koncept te recimo klasične cerkve, take, kot nam je najbolj poznan koncept cerkve, da ima veliko poganskih elementov. Ampak to ni niti eno, niti drugo, ni to, o čemer bi jaz rad danes govoril. Jaz bi rad upozoril na nekaj drugega, ki je po svoje dosti bolj zahrbtno kot eno in drugo. In to pa je v bistvu sam način življenja.
ali pa način odnosa do Boga. Ne. V Namreč, krščanskem smislu. Ne? ja, namreč, tako kot jaz vidim, ne, mnogi kristijani, ki bi tudi rekli, da so novorojeni kristijani, recimo, ne, tako kot jaz vidim, živijo odnos, ki ga imajo do Boga, pravzaprav odseva poganski odnos do Boga, ne dejansko biblični. Ne. In ta zadeva je toliko bolj nevarna, ker je to tako krščanstvo je lahko zelo pravoverno, tudi v smislu, da priznava vse krščanske verske resnice, vse dogme, veruje v navdihnjeno Svetega pisma, v Sveto Trojico. Se pravi, zelo, zelo pravoverna stvar zgleda. Zato, ker tukaj ne govorimo o tem, kaj nekdo veruje, ampak ne vem, kako nekdo živi. Ne, kako nekdo v praksi odnos z Bogom vsak iz dneva v dan daje v dejanja in ga doživlja. Ne. Se pravi, v bistvu je, lahko bi rekel tako, no, da je delno tle problem v pogledu na svet. Ne. Se pravi, mi tukaj živimo svoje življenje, Bog je tam in on občasno posega v ta naš svet. Ne. Se pravi, Kadar to nekako malo začutimo, imamo neko potrebo, imamo ja, tako. neko željo. Ja, tako, ne, in mi cel svet doživljamo tako, ja, da pač mi smo tukaj, svet je nekako naša sfera, mi tle delamo, kar želimo, Bog je pa tle, pač ne smemo ga žaliti, ne, pa Bog je dober in nam lahko pomaga pri marsičem. Ne. In je potem naš odnos v praksi zelo, zelo podoben temu, kar smo prej opisali. Ne. Pač Bog je tle zato, da mi pomaga biti srečen, Bog je tukaj, da mi pomaga rešiti to in tret. V glavnem spet, tukaj so neke moje potrebe, tam je Bog, a ne? In jaz pač ali z molitvijo, ali s tem, da ja tudi redno hodim v cerkev, ali pa celo sem še ekstra misijonsko aktiven, ampak v bistvu delam zato, da Bog meni omogoči živeti moje življenje, tako kot sem si ga jaz zamislil, dobro, ne? Tako da ne vem, da dosežem uno srečo, ki si jo želim, da dosežem une cilje, ki sem si jih zastavil, a ne, moje sanje, ne, in tako naprej, a ne. In ja, to je to, kar nekateri zelo dobro imenujejo majhno življenje, ne. Ampak v glavnem naša vizija življenja, naša vizija sveta ostane to majhno življenje, in kjer je Bog dejansko ima samo funkcionalno vlogo, da mi pomaga, ne, oziroma je kot nekakšna nebeška zavarovalnica, ne, pač, ja, jaz delam vse, služim Bogu, sem priden, molim, berem Biblijo, darujem, ne, hodim v cerkev, pomagam revnim, ampak v bistvu zato, da mi Bog zagotovi dobro življenje, tako kot je res. Ampak dobro življenje pa pol tle definirano kot tisto, kjer dejansko, kjer pride tisto moje na dan, se pravi, ja, moji hobiji, moje želje, moje pričakovanja, ne. Ampak, če se ne motim, ja, to je šele začetek tega, kar ti hočeš. Ja, ali pa še tudi tako, no, tudi razne dobre stvari so lahko tle not, ampak so še zmeraj moje, ne, recimo moja družina tudi lahko, ali pa tako v glavnem horizont življenja, ki ga jaz postavim, a ne. Kakšno ne bi bilo pa življenje z Bogom po razodetju? Ja, no, preden to odgovorimo, se pravzaprav treba vprašati, kaj je narobe res s tem, kar smo zdaj spet tako na hitro opisala, ne, kot shema. Ja, težava je, da taka praksa, kot smo jo glih zdaj omenila, ne, da v bistvu zreducira Boga, ne, zreducira tega živega Boga, o katerem govori Sveto pismo, zreducira na funkcionalno božanstvo. In je po funkciji zdaj je to izenačeno z nekim poganskim Bogom. Ker je odnos v osnovi poganski. Ne, je daj dam. Ne, jaz sem tle, ti si tam, daj mi nekaj, jaz tem dal nekaj in se bo zmenila. Ne, in jaz bom pa imel svoj life, tako kot ga jaz hočem. Ne. In ja, dejansko je kakršen koli odnos, ki ni 100%, ali 50%, ali 99%, odnos do Boga, ki ni 100%, enostavno ne ustreza
razodetju, temu Bogu, o katerem pričuje Sveto pismo. In težava seveda spet ne, je v tem, da to ni na nivoju tega, kaj mi izrekamo, kaj mi verjamemo, ampak je na nivoju tega, kaj mi delamo. In od tukaj seveda potem pride to, da nam kristjanom ogromno krat očitajo, da govorimo, pa ne delamo. In da je to vemo, da je en od najglavnih očitkov kristjanom. In tukaj vidimo, kje bi znal biti en od vzrokov za nekaj takega. No, ampak zdaj, če gremo k Svetemu pismu, ne, tukaj bi zdaj na hitro dve stvari preleteli. Prvo, lahko rečemo, že kar razodetje Boga v stari zavezi, ne, se ustavimo pred temeljnim dejstvom. Bog je stvarnik. Bog v stari zavezi je Bog, ki je ustvaril vse. In kot stvarnik pomeni, da dejansko ima oblast nad vsem in tudi si lasti vse, in to čisto naravno, brez kakšne posesivnosti. Ne. Če je Bog res stvarnik, ne, potem tale prst, ki ga imam jaz, ni moj, in tudi sposobnost, da ga takole premaknem, ni moja. Ne. Vse, kar je okrog mene, ne, vsa narava in tudi potem ves človeški svet je tako drugače last Boga, ker vse sposobnosti, ki jih ima človek, so od Boga. Sposobnost samega mišljenja, govorjenja, čustvovanja, sposobnost tudi dela in ustvarjanja. Ne, vse to je od Boga. Ne. Vse kompletno je od Boga. Se pravi, Bog kot stvarnik, če to, samo to, če resno vzamemo, ne, vidimo, da je to nekaj, kar kompletno pokrije ves naš svet. Ni nobenega najmanjšega kotička našega sveta, ni, kjer ne bi bilo Boga. Bog je povsod zraven, se to mnogi psalmisti opevajo. Ne. Če grem tja, si zraven, če grem v nebesa, si zraven, če se ugrnem v temo, si tam, če grem v podzemlje, si tam, kam ne grem, ne, Bog. Ne. To je eno temeljno zavedanje, ki izhaja iz dejstva, da je Bog stvarnik. In predvsem ne, tudi sploh moj jaz, to, da se jaz sploh zavedam, da jaz sploh lahko rečem jaz, da se zavedam sveta, že sam to je dar od Boga, ker jaz se nisem sam priklical v bivanje. In noben od nas se ni. Mi bivamo in se zavedamo zaradi njega. Se pravi, v vsem, kar sem, kar delam, kar si želim, kar mislim, k čemur težim, je Bog prisoten. Tukaj bi zdaj kar par mest iz Svetega pisma bi navedel, čisto da si to sliko jasno postavimo pred očmi. Recimo Pavel v apostolskih delih pravi, v njem živimo, se gibljemo in smo. In hecna stvar pri tem je, da tukaj Pavel citira grškega poganskega pesnika, ki pa govori o enem Bogu. Pavel je to znal zbrskati, da je lahko pridigal Atenčanom. Ampak to dejansko spada k dejstvu stvarnika, ne, da je en Bog. Ne. In podobno recimo v razodetju beremo, ti si ustvaril vse stvarstvo, po tvoji volji je vse nastalo in vse biva. Se pravi, vse, kar biva, je po Božji volji. Ali pa potem v pismu Kološanom, prvo poglavje, tako pravi, Kristus je predvsem in vse ima v njem svoj obstoj. Pravi, vse ima v Kristusu svoj obstoj, samo obstajanje. Bog je v samem dejstvu obstajanja. No in to pa pol nujno seveda zahteva, samo po sebi, zahteva vse moje življenje. Ker Bog je v vsem, vse je njegova lastnina. Moje telo, moj moja sposobnost, da karkoli rečem, je v bistvu njegova lastnina. On je usadil uho, usadil oko. On sam koncept vida je njegov sluha. Ne. Se pravi, vse, kar sem, ne. Vse, kar sem, če je Bog res stvarnik, zdaj, če resno sploh vzamemo to temeljno svetopisemsko staro zavezno že razodetje, ne, to nujno zahteva mene celega. In zato seveda že je čisto naravno, da že v stari zavezi najdemo to prvo veliko zapoved, ki je tudi Jezus potem potrdil. Ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo. To vemo, je Jezus potem tudi potrdil kot prvo zapoved. Ne. Se pravi, že samo to staro zavezno razodetje, ne, nas zelo, zelo jasno
postavlja pred to, da živi Bog. Prav, to pa zdaj je, govorimo o zdaj monoteizmu, tukaj pa nismo več v poganstvu, tle pa smo v monoteizmu. En Bog je en in edini in on je en in povsod prisoten v vsem, kar smo. In naš fokus mora biti zmeri mora vključovati njega. Ker če njega po krivici izrinjamo iz sveta, ki ga je ustvaril. No in zdaj, če gremo še na hitro v novo zavezo, ne, se pa ta stvar še izostri. Ne. Pride Mesija, pride Kristus in on ta fokus še izostri, po drugi strani pa dejansko tudi nam ljudem sploh šele omogoči, da res začnemo tako živeti. Ker vemo, da greh je prišel in je naredil to razpoko, ne, med Bogom in človekom. Kar se pa na križu prekine. Ne? Tako. In Jezus je pa s križem to razpoko v vesolju, bi lahko celo rekli, v stvarstvu, ne, Jezus je pa to razpoko za celo. No, in zdaj je prvič dejansko možno, da mi kot ljudje živimo enovito, v eno združeni z Bogom in tudi v tem smislu potem, da vidimo Boga povsod. To se je odprlo v Kristusu. Se pravi, ja, gre za to spravo in obenem je pa tudi obenem se pa v Kristusu seveda pojavlja nova razpoka, ki jo pa jaz imenujem razpoka med starim in novim. Ne. Med starim človekom in novim človekom. Star človek živi v bistvu pogansko. Star človek je pogan po naravi. Ne, ker tudi če priznava bogove ali pa enega boga, ima do njega poganski odnos. Star človek je v osnovi sebičen. Živi zase, živi zaradi sebe, on je središče sveta. Ne. In Boga rab in vključuje samo to, kot ga on rab, koristoljubno. Ne. Medtem, ko nov človek je pa osvobojen tega. Ne. Nov človek je prešel iz smrti v življenje in krst, recimo, kot to temeljni začetek hoje s Kristusom, točno to avtoritativno vdejanje, pravi, da smo umrli s Kristusom in da smo križani z njim, pokopani in da smo obojeni z njim. V glavnem, s Kristusom je ta nova razpoka, ki je pa zdaj seveda na nas. Mi se moramo zdaj odločiti, ali bomo živeli še naprej po starem, ali bomo živeli po novem. Se pravi, Kristus eno stvar reče, ki je zelo nepopularna. Prav tako, kdor želi rešiti svojo dušo, jo bo pogubil. Kdor pa izgubi svojo dušo zaradi mene, jo bo našel. In tle, to je dobeseden prevod, ker duša dejansko pomeni vse to, kar smo. Moja oseba, moje želje, moja hrpenenja. Kdor hoče to realizirati, ta v resnici se uničuje. In obratno, kdor pa zaradi Jezusa sebe izroči, tako kot se je on najprej izročil, odgovori na Božjo ljubezen s to vrstno ljubeznijo, ta pa dejansko se reši in ta dejansko živi. In to je to, če mu res zdaj rad rečem, nova sploh vrsta človeka, nov species. Ne sam homo sapiens, ampak homo dei, božji človek. Človek, ki je dejansko prežet z Bogom, ki je obrnen k Bogu, ki ljubi Boga z vsem srcem, z vso dušo, z vsem mišljenjem, z vso močjo, ki ljubi svojega bližnjega kot sam sebe. To je nova vrsta človeka, ki je dejansko ustvaril Kristus in je dejansko tudi demonstriral in potem s svojo smrtjo in tudi s stajenjem in z darom Svetega Duha je to omogočil vsakmu, da se prerodimo, da postanemo ta nov človek. Še nekaj besed. Ja. O tem, kako v praksi ne bi izgledalo to umiranje samo sebe. Kako ne bi torej živeli, da ne bi živeli poganskega krščanstva. Ja, no, dobro je opozoriti, da vidimo, da smo na pravi stezi. Na par vrstic v Svetem pismu, ki prav že dobesedno o tem govorijo. Recimo, Pavel zna napisati takole: vse, karkoli delate v besedi ali v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu in Očetu. A ste opazili totalnost tega? Tle prav Pavel, vse. Slo, kar govorite in kar delate. Ali pa tale citat. Zmeraj se veselite, ne prenehoma molite, v vsem se zahvaljujte. To je pa iz prvega pisma Tesaloničanom.
Se pravi, zmeraj, neprenehna molitev, kaj pomeni? Ja, to pomeni neprenehna skupnost z Bogom. Ne? To pomeni, da smo skozi združeni z Bogom, da smo skozi eno z njim. To je vizija nove zaveze. Ne? K temu smo poklicani, v neprekinljivo, kaj ne rečem, skupnost z Bogom v vsem, kar delamo, mislimo, govorimo. Ne? To je zelo drastična vizija. Pa še tretja vrstica, recimo, ki dobro ilustrira to, je Pavel prav, mi pa imamo Kristusov Se pravi, je tisto, je mišljenje, ampak je notranje mišljenje, se pravi, kako smo mi od znotraj. Ne? In prav, to imamo mi zdaj od Kristusa, mi zdaj tako umevamo in sebe, in svet, in Boga, in vse, kar je. Tukaj jaz vidim to totaliteto. Ne? In tukaj zdaj že delno odgovarjamo na to vprašanje, kako ne bi zdaj živeli, ne? Kaj ne bi tle delali. Se pravi, prvo, kar bi res, mogoče, če začnemo pri začetku, prva stvar, ki bi tle omenil, je ta, da pač moramo dnevno prakticirati umiranje sebe. Se pravi, se moramo zavedati, ta razpoka obstaja. Ne, mi imamo po naravi nas vleče nazaj v poganski način odnosa do Boga in seveda tudi do bližnjega in do vsega. Ne. Ampak Kristusov križ je kraj, kjer se je ta stvar prekinila in ne, če vsak dan vzamemo svoj križ in gremo za njim, tako kot nam je Jezus rekel. Ne, kdor hoče iti za njim, hoče biti njegov učenec, ne, vsak dan vzame svoj križ in gre za njim. Ne, in s tem usmrtimo to pogansko sebično bivanje. Ne. In potem, hkrati s tem, dajmo dovoliti Bogu, da preobraža naš našo sposobnost dojemanja sploh, zaznavanja, našo sposobnost predstavljanja, imaginacije, da začnemo videti, uvidevati, da Bog je dejansko povsod, v vsem, da je on stvarnik. Ker zdaj smo pa celo spravljeni z njim kot njegovi otroci, se pravi, da začnemo dojemati, da je vse povezan z Bogom, da on je dejansko veliko bolj prisoten. En pesnik je to tako izrazil, Gerald Manley Hopkins je rekel, the world is charged with the grandeur of God. Prav, svet je nabit z Božjo veličino. In to je tista vizija, kateri nas Sveti Duh vodi in za katero nas usposablja. Ne. Ampak težava je, da seveda mi v tej svoji sebični poganski slepoti ne vidimo. Ne vidimo tega, da je svet, da je nabit z Božjo prisotnostjo. Ne. No in dajmo si biti iskreni, to je težko. Ta prenova uma je težka. Ne. S kakšnimi orodji naj bi, recimo, kristjanka želi bivati stvarnikom vsak dan, si pomagal? Ja, zame je to, umreti s Kristusom je stvar predvsem prve molitve zjutraj, da rečem, ne živim sam sebi. Krščen sem bil, križan sem, pokopan sem v krstu in obojen sem v novo življenje, da se postavim na svoj krst. Krst je orodje v bistvu. Tudi pač konkretna molitev, da rečeš, kot je Pavel rekel, križan sem s Kristusom, ne živim več jaz, Kristus živi v meni. Se pravi, da se zelo jasno postavimo tukaj na Kristusovo stran. In drugo, tukaj imamo v pismu Rimljanom 12. poglavje, prvi dve vrstici, sta slavni prav potem, ker Pavel pravi odziv na evangelij, kaj ne boja, bratje, ker je Bog tako usmiljen, prineste svoja telesa kot živo žrtev Bogu. Tukaj moramo slišati paradoks, ker žrtev, ki zakolješ, je mrtva, tukaj gre pa za živo žrtev, prinešemo sebe, svoja telesa Bogu kot živo žrtev in tam je pol obljuba, ne? In tam se boste prenavljali, prav tam v grščini gre za metamorfozo uma, dejansko gre za preobrazbo, notranjo preobrazbo tega, kako dojemamo vse. In prav takrat boste dojemali, kaj je Božja volja, dobra, prijetna in popolna. In seveda kontra vzorcem tega sveta, človeškega, poganskega, malikovalskega sveta. In tretja stvar je pa to, čist
čist zavestno, da začnemo spuščati Jezusa v naše vsakdanje pravila, čisto vsakdanje življenje, zdaj kakorkoli živimo, kakorkoli smo, ne. Recimo, ne vem, da v tem, da spustimo Jezusa v to, ko se zjutraj zbudimo, ko se umivamo, pripravljamo hrano, se pogovarjamo z družinskimi člani, se peljemo na delo, vse naloge na delovnem mestu, spustimo Jezusa v njih. Ja, nakupovanje, druženje, odnos s zakoncem, tudi intimen odnos, počivanje, počitnice, a pa tudi po drugi strani samota, trpljenje, pomankanje, krivice, grožnje, da spustimo Kristusa v vse to, da se stalno treniramo spuščati Kristusa v vse te. In to seveda, tle bodimo iskreni, to ni toliko lahko, to je težko, ne. Sodobna ta znanost nas uči, da dejansko miselni vzorci imajo svojo, kaj ne rečem, ustreznico celo v našem živčevju. Ko si navajen ravnati na določen način, se nevroni v tvojih možganih povežejo. Se pravi, je tle celo neka fizična korelacija obstaja. No, ampak je pa tle tudi dobra novica, ne, da z vztrajno disciplino, s treningom, ne, da se te vzorci dajo spremeniti in se tudi nevroni dejansko drugače povežejo. Ne. Je pa to težko. Tukaj v to stvar moramo zagristi z veliko vztrajnostjo in zelo jasnim fokusom. Ne. No in še eno, recimo, orodje. Ne. Je pa spet klasično, bi rekel, to, da prirejamo Kristusu priložnosti, da on vstopa v naš svet in da ga on naseli in da ga on popolnoma preplavi. Ne. In zdaj, seveda, redni časi molitve pa branje Svetega pisma ne bi bili ravno to. Samo je dobro, da jih vidimo iz tega vidika, ne. Da tukaj ne gre za kar neko religiozno prakso, ampak gre pravzaprav samo za odpiranje vrat Kristusu, da se naseli v nas in da naseli naš in tudi naše sposobnosti, ja, imaginacije, zamišljanja, predstavljanja. Ne. In osebno, no, mislim, da je tukaj zelo, zelo pomemben je pa praksa ali pa, ja, orodje tišine pred Kristusom. Da sem preprosto tiho pred njim. Ko to poskusite, vidite, da je to težje, kot se zdi na prvi pogled. Sliši se lahko, ker navajeni smo, govorimo o tišini tudi od znotraj, ker misli nam skozi begajo sem pa tja, ampak koliko pomembno je se ustaviti in ustaviti tudi od znotraj, da nehaš misliti na to, ono tretje, ampak reči, no, tlele sem Jezus, tu tvoj sem, ti mi govor, če hočeš. Ampak zdaj imam čas zate, da te poslušam, karkoli boš rekel, karkoli hočeš, da naredim, ali pa ne. Ja, saj to je pravzaprav tudi ta nevarna molitev, ne? V narekovajih. Ne? Ja. Se pravi, ne da prosimo Boga, da nam pomaga, ampak da smo mi njegovo orodje. Ne? Ja, obratno rečemo, Bog, ja, pošlji me kamor češ, naredi z mano to, kar je tvoj plan. Ja, nevarno je seveda, ker to ruši tega starega človeka, ne. A je še kaj, kar si hotel? Ja, mislim, važno je, da potem seveda, da smo tudi pripravljeni to življenje, ne, ki ga izkušamo. To je pa zelo pomembno, ker Jezus nima tega življenja sam zame osebno, ali pa zate osebno, ampak da je važno, ko začnemo doživljati to novo življenje, da smo ga pripravljeni izlivati naprej na druge, ne, in da smo ga pripravljeni deliti. Prav v smislu tudi, da druge ljudi začnemo povabljati k Kristusu, ne? In jih potem, ko so pri Kristusu, jim tudi pomagati rasti. Tukaj bi zdaj lahko govorili, to je tema za drugič, seveda o smislu, kaj je res smisel tega, da smo Kristusovi učenci in da delamo učence, ki delajo učence. Ker Kristus ima za nas misijon v tem svetu. Ne? To ni, svet v tem smislu tudi ni nevtralen, ne? Ker svet je, nažalost, je pa tudi okužen z grehom. Ne? Tukaj in Kristus ima za nas vse, za vsakega njegovega ima misijo, ima poslanstvo, smo poslani. In
ravno na tej poti seveda se tudi najbolj utrjujemo v tem globjem spoznanju. Pavel, ki je pisal vse te stvari, ki smo jih brali, on je bil misionar. On je bil ves čas na poti in je ljudem prinašal Kristusa in ob tem, kaj je to delo, se je utrjeval prav v tem spoznanju, ne, da je Bog, kako je Bog vse v vsem in kako bo na koncu, ker to je v bistvu končna obljuba, prav končna obljuba, ne, da bo Bog vse v vsem. Ja, no in tako pomislimo, ne, ljubezen, ne, če je res ljubezen, pa mora biti totalna, ne more biti 50%. Ljubezen mora biti taka, da zaobjame celoto, da zajame vse, da nič ne ostane. Ker ljubezen, ki ima prestran drži še nekaj drugega, rezervo za neko drugo osebo, to ni ta prava ljubezen. In poglejmo se, tukaj je Jezus jo demonstriral. On se je dal do konca, on je umrl za nas. In zdaj seveda on po Svetem Duhu vkliče v vsakem od nas, da se mu začnemo odzivati na ta primeren način. Ne. In ja, odnos, ki bi bil manj kot to, se ne more imenovati ljubezen. Ne. Zato lahko strnemo celo novo zavezo v to zapoved, ne. Ki je prav novo zapoved, vam dajem, ljubite se med sabo, kakor sem vas jaz ljubil. To je, da se reči, da je ta ena zapoved, če čisto resno vzamemo, da je dovolj, ker vse potegne za sabo, kompletno. Ne. No, zdaj pa še za konc, ne, pa čisto vprašanje, ne, nekdo zdaj lahko vpraša, ne, ja, ok, a vidva pa to živita, ne, a vidva pa to prakticirata, ne. In ja, tle mislim, da moramo biti iskreni, ja, jaz ne moram reči, da zmeri tako živim. Vem pa, o čem govorim. Sem to že izkusil in me v bistvu ne zanima več nič drugega kot to, da bi namreč v tem se utrdil in da bi v tem zrastel in da bi to postalo zmeri bolj in bolj vse moje življenje. Ne. In no, ravno zato, ne, sem pa tudi želel, da posnamemo ta video, ne, da tudi še vas vse ostale spodbudimo v tem življenju.